Torej še pri peti skrivnosti veselega dela rožnega venca smo, potem jutri zaključimo še z drugim delom premišljevanja o svetosti grešnikov. So še neke stvari, pa tudi neko tabelco in tako, ki smo dobili na duhovnih vajah v Italiji pripravljen, tako da bomo imeli kaj malo skozi. Torej, najdenje dečka Jezusa v templju. Lahko zmede ta pripoved mnoge katoličane, če ne naravnost pretrese. Bolj kot katerakoli druga vesela skrivnost se zdi, da ta uteleša naslov Shakespearove komedije Vse je dobro, kar se dobro konča. Ta skrivnost je sicer pripoved tudi o veselju, a je prepleteno z dramo. V nekem globokem smislu, torej najdba v templju govori prav o tisti vrsti veselja, ki bi morala zaznamovati krščansko življenje, o veselju, ki priznava številne stiske na poti v nebesa, ne da bi jih skušalo prezreti ali zmanjševati. Tako da apostoli so rekli, da je treba iti skozi številne stiske, da pridemo v nebeško kraljestvo, ne. So jih pretolkli Frančišek in sveti, ne, tudi je bilo tisto, ne, da kadar jih zavržejo, pretolčejo in vse živo, ne, tisto, da na koncu, da ti ne vrneš in tisto, to je pravo veselje, ne, je rekel, ne, leticija, ne, questa è la letizia, ne, se pravi, to so tiste rožice, cvetke z vrtov svetega Frančiška, ne, se pravi, trpljenje in zavrženje, zaničevanje in take stvari, ne, o tem je govoril, ne, itak je bil v žakelj oblečen, ne, tako da te stvari. In seveda poznate rojaka, pisatelja Cirila Kosmača, ki je napisal Tanto Droj, ne, ki je tudi govoril skozi, da človek mora veliko pretrpeti, preden ga položi v jamo, ne, tako da to so lepe take stvari. Upam, da ste tudi vi kaj brali, ne, take naše pisatelje si še posebej rad bral. Spravi, on je bil slab ob Idrci, pa je živel v Portorožu. Tako da to. To je torej tisto vrsta veselja, ta pravo, ne. Tudi radost lahko rečemo, ne. Čez Golgoto gre pot v radost. Tako da to je tudi veselje spoznanja, da je Bog ob koncu naših preizkušenj in težav ves čas vedel, kaj dela. Po svetem Alfonzu vemo, da je to bila ena od največjih Marijinih bolečin. Nekaj sem dal, ne, jutri bomo tudi poslušali celotno zadevo, ne. Bolečina, o kateri razmišljamo danes, je bila ena največjih, kar jih je morala Marija prestati v svojem življenju. Izguba njenega sina v templju. Kdor se rodi slep, le malo občuti pomanjkanje dnevne svetlobe, kdor pa je nekoč užival in jo slepoto izgubi, resnično zelo trpi. Tako je tudi s tistimi nesrečnimi dušami, ki so zaslepljene z blatom tega sveta in le malo poznajo Boga. Ne trpijo veliko, ko ga ne najdejo. Po drugi strani pa tisti, ki je razsvetljen z nebeško svetlobo in je postal vreden, da z ljubeznijo najde sladko navzočnost najvišje dobrote, o Bog, kako grenko žaluje, ko ugotovi, da je zanjo prikrajšan. Zato poglejmo, kako zelo je morala Marija trpeti zaradi tega tretjega meča bolečin, ki je prebodel njeno srce, ko je, potem ko je za 3 dni izgubila Jezusa v Jeruzalemu, ostala brez njegove najslajše navzočnosti, ki jo je bila navajena nenehno uživati. Sveti Luka v 2. poglavju svojega evangelija pripoveduje, da je bila devica s svojim ženinom svetim Jožefom in Jezusom vsako leto ob velikonočni slovesnosti navajena obiskati tempelj. Ko je bil njen sin star 12 let, je šla kot običajno, Jezus pa ostal v Jeruzalemu. Marija tega ni takoj zaznala, saj je mislila, da je v družbi drugih. Ko je prišla v Nazaret, je vprašala po svojem sinu. Ker ga ni našla, se takoj vrnila v Jeruzalem, da bi ga poiskala in ga našla šele po 3 dneh.
Predstavljajmo si, kakšno stisko je morala doživljati ta trpeča mati tiste 3 dni, ko je povsod iskala svojega sina in z ženinom spraševala po njem, kot v visoki pesmi: Ste mar videli njega, ki ga ljubi moja duša? Vendar o njem ni mogla ničesar izvedeti. O, s koliko večjo nežnostjo je morala Marija, ki jo je premagala izčrpanost, ko še vedno ni našla svojega ljubljenega sina, ponoviti Rubenove besede o bratu Jožefu: Dečka ni več tu in jaz kam naj grem? Mojega Jezusa ni na spregled in ne vem več, kaj naj storim, da bi ga našla. Kam naj grem brez svojega zaklada? Neprestano jokajoč in s kakšno resnico je v teh 3 dneh skupaj z Davidom ponavljala: Moje solze so mi postale vsakdanji kruh, ko mi neprestano govore: Kje je tvoj Bog? Zato Pelbart z razlogom pravi, da v tistih nočeh trpeča Marija ni spala. Nenehno je jokala, prosila Boga naj omogoči, da najde svojega sina. V tem času je po besedah svetega Bernarda pogosto nagovarjala svojega sina z besedami neveste z visoke pesmi: Povej mi ti, ki ga ljubi moja duša, kje paseš, kje opoldne počivaš, da ne bom blodila. Sin moj, povej mi, kje si, da ne bom več tavala in te zaman iskala. Nekateri trdijo, in to ne brez razloga, da ta bolečina ni bila le ena izmed največjih, ampak največja in najhujša med vsemi. Prvič, Marija je imela pri ostalih bolečinah ob sebi Jezusa, trpela je, ko ji je sveti Simon prerokoval v templju. Trpela je med begom v Egipt, vendar še vedno v družbi Jezusa. Pri tej bolečini pa je trpela daleč od Jezusa in ni vedela, kje je. Luč mojih oči, tudi ta, ni z mano. Tako je v solzah rekla: O luč mojih oči, moj dragi Jezus ni več z menoj, daleč je od mene in ne vem, kam je odšel. Origen pravi, da je zaradi ljubezni, ki jo je ta sveta mati imela do svojega sina, ob tej izgubi Jezusa pretrpela več kot katerikoli mučenec ob ločitvi duše od telesa. O, res predolgi so bili ti 3 dnevi za Marijo. Zdelo se, da so trajali 3 stoletja. Bili so polni grenkobe, saj ni bilo nikogar, ki bi jo potolažil. In kdo me lahko kdaj potolaži, je rekla z besedami Jeremija. Zato se moram jokati, ko mi toči solze. Zakaj daleč je od mene tolažnik? In s Tobijem je ponavljala, kakšno veselje mi bo, ko sedim v temi in ne vidim nebeške luči. Torej, ko sem bil jaz star kaki 2 leti, sem se tudi odpravil malo po svoje tam pri Sveti Luciji, ne. Bi morali mojo mamo malo vprašati, kako se je počutila, ne. Po me en sovaščan me je prišel iskat s tistim velikim novofundlancem, kaj je imel tistega psa velikega, črnega, tako da pa so pol šla lepo nazaj, ne. Kam sem šel iskat mojega prijateljčka Lucijana kmeta, ne, ki je kosil ponavadi gor. Tako da to se kdaj zgodijo, take stvari, ne, tako da. Torej, tukaj se učimo smisla ali namena naših bolečin, naših preizkušenj. Tudi to pravi sveti Alfons, ne. Se pravi, Marija v vseh drugih bolečinah dobro razumela njihov namen, odrešenje sveta in Božjo voljo, v tej pa ni poznala namena odsotnosti svojega sina. Žalostna mati, pravi Landsberg, je žalovala zaradi Jezusove odsotnosti, ker se v svoji ponižnosti imela za nevredno, da bi dlje časa ostala z njim na zemlji ali ga spremljala in skrbela za tako velik zaklad. In kdo ve, je morda razmišljal v sebi, morda mu nisem služila tako, kot bi morala, morda sem bila kriva kakšne malomarnosti, zaradi katere me je zapustil. Iskali so ga, pravi Origen, da jih ne bi povsem zapustil. Zagotovo za dušo, ki ljubi Boga, ne more biti večje bolečine od strahu, da bi ga razžalila. Zato je Marija, ko je našla Jezusa, potožila zaradi te bolečine in ga ljubeče nagovorila: Otrok, zakaj si nama to storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala. S temi besedami ni mislila očitati Jezusu, kot bogokletno trdijo krivovirci, ampak je hotela le izraziti bolečino, ki je izhajala z velike ljubezni do njega in jo je izkusila med njegovo odsotnostjo. To ni bil očitek, pravi Denis Kartuzjanec, ampak ljubeča pritožba. Ta meč je tako kruto prebodel srce svete device,
da se je nekega dne blaženi Benvenuti v želji, da bi bila deležna te bolečine svete matere, in potem, ko jo je prosila za to milost, prikazala Marija z detetom Jezusom v naročju, toda medtem ko je Benvenuta uživala ob pogledu na tega najlepšega otroka, je bil le ta v istem trenutku odvzet. Njena bolečina je bila tako velika, da se je zatekla k Mariji in jo prosila, naj jo ublaži, da ne bi povzročila njene smrti. Čez 3 dni se ji je sveta devica ponovno prikazala in rekla: Vedi, hči moja, da je tvoja bolečina le majhen delček tiste, ki sem jo prestajala jaz, ko sem izgubila svojega sina. Ta Marijina bolečina bi morala biti najprej tolažbo tistim dušam, ki so zapuščene in ne uživajo več, kot so nekoč, v sladki navzočnosti svojega Gospoda. Lahko jočejo, vendar naj joče v tišini, kakor je Marija jokala zaradi odsotnosti svojega sina. Naj se obogumijo in naj se ne bojijo, da so zaradi tega izgubili Božjo naklonjenost. Saj je Bog sam zagotovil sveti Tereziji, da nihče ni izgubljen, ne da bi se tega zavedal, in nihče ni prevaran, če si sam ne želi biti prevaran. Če se naš Gospod umakne izpred oči duše, ki ga ljubi, se kljub temu ne umakne iz srca. Pogosto se prikrije duši, da bi ga mogla iskati bolj goreče in z večjo ljubeznijo. Kdor pa želi najti Jezusa, ga mora iskati ne med užitki in radostmi sveta, temveč med križi in mrtvičenjem, kakor ga je iskala Marija. Žalostno so te iskala, kot je Marija rekla svojemu sinu. Od Marije se torej učim, pravi Origen, kako iskati Jezusa. Poleg tega na tem svetu ni hotela drugega, kakor le Jezusa. Job ni bil nesrečen, ko je izgubil vse, kar je imel na zemlji. Bogastvo, otroke, zdravje in časti, in se celo s prestola spustil na smetišče. Toda, kar je imel ob sebi Boga, je tudi takrat bil srečen. Sveti Avguštin pravi, izgubil je, kar mu je Bog dal, a še vedno je imel Boga samega. Resnično uboge in nesrečne so tiste duše, ki izgubijo Boga. Če je Marija 3 dni jokala zaradi odsotnosti svojega sina, kako bi morali jokati grešniki, ki so izgubili Božjo milost in ki jim Bog pravi: Zakaj vi niste moje ljudstvo in jaz nisem vaš Bog? Kajti to je posledica greha, ločuje dušo od Boga. Vaše krivde so postale pregrade med vami in vašim Bogom. Če tudi imajo grešniki vse bogastvo zemlje, a izgubijo Boga, in zato vse tudi na tem svetu postane nečimrnost in nadloga, kot je izpovedal Salomon. Glej, vse je nečimrnost in obtežitev duha. Največja nesreča teh ubogih zaslepljenih duš pa je, kakor ugotavlja sveti Avguštin, da če izgubijo vola, ne izgubljajo niti trenutka, da ga ne bi iskali. Če izgubijo ovco, se trudijo z vso prizadevnostjo, da bi jo našli. Če izgubijo tovorno žival, ne morejo počivati, ko pa izgubijo svojega Boga, ki je najvišje dobro, jedo, pijejo in počivajo. Torej, opozorilo za nas, da ne zaspimo na lovorikah, kot rečemo. Da bi vselej iskali Gospodovo bližino, navzočnost, hkrati pa goreče z Marijo in Jezusom delali za to, da se izgubljene duše spet najdejo. Kdo resnično najde Boga, ker je kakor Marija napolnjen z njegovo milostjo, doživi veselje, ki ga Marija in Jožef doživita, ko po 3 dneh iskanja končno najdeta Jezusa. Torej, ni samo globoko olajšanje ob tem, da sta spet našla svojega otroka. Še več kot to je veselje, ki izhaja iz spoznanja, da sta se vsa ta bolečina in izguba zgodili z razlogom in da je Jezus ves čas natančno vedel, kaj dela. Ko da ta najdba dečka Jezusa v templju razodeva nekaj globokega v skrivnosti človeškega trpljenja. Vprašanje, ki ga Marija in Jožef izrečeta, je namreč tisto, ki je skozi stoletja odmevalo v srcu vsakega vernika, ki je izkusil hudo bolečino. Sin, zakaj si nama to storil? Sredi žalosti, osamljenosti, stiske, ranjenosti, tudi naš klic k Jezusu ni nič manj iskren kot klic njegovih staršev. Zakaj Jezus? Zakaj si to storil? Bolj kot storil, je seveda dopustil. V človeškem smislu je Gospod Jezus to popolnoma doživel v Getsemaniju, še bolj pa na križu, kot pravi človek, je to izkusil do konca. V duhu pa seveda tudi Marija, ta izguba pa je bila le predokus tiste na Kalvariji. In vendarle, kot smo poslušali svetega Alfonza,
se je zdela ta še hujša, ne, za te 3 dni, ne. Tako da to, dobro, bil predokus. Tako da te stvari malo, da premišljujemo. Ljudje bi dostikrat radi rekli, ne, zakaj si mi to storil, zakaj si mi to dopustil, zakaj moram trpeti in tako dalje, ne. Tako da to je malo tako vprašanje, ne. Zakaj? Bog že ve, zakaj, ne. To je Božja previdnost, modrost. Je rekel tam v Zaročencih, se pravi Promessi Sposi, je rekel Manzoni, da Bog nikdar ne moti sreče svojih, če jim ne pripravlja nekaj lepšega, boljšega, ne, nekaj tazga je rekel, ne, zdaj, kako. Se pravi, te zadeve, ne. Bog je torej za vse nas, ki smo se kdaj počutili oddaljeni od Boga ali pa smo zaradi smrtnega greha, ki smo ga storili, imeli občutek, da se je Božje življenje umaknilo od nas, nas Bog torej speto veselo skrivnostjo spominja, da Marija in Jožef poznata našo bolečino, ker ste v duhovnem pa še kako resničnem smislu sama izkusila, okusila, no, tako da to. Mi nekaj malega trpimo, ne, kot smo poslušali prej, ne, oni pa dosti bolj. Bog je Mariji in Jožefu dopustil, da sta izkusila, kaj pomeni, ko je on sam vzet iz njune sredine. Dal jima je osebni uvid v zapuščenost grešnikov po vsem svetu. Sveti Luka opisuje, kako sta svojega sina iskala v skrbeh in uporabi grško besedo odinomenoj, se pravi v skrbeh, ne, se pravi te zadeve. Kje bi bila še drugod ta beseda v njegovem evangeliju? Silne muke bogatašev po zemlju. Torej ne samo skrbi, muke, ne, muke, trpljenje silno. Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti v tem plamenu strašno trpim. Odino maj, ne, spravi to. To, kar sta Marija in Jožef, še bolj Marija kot Jožef, izkusila, je to, kar je ta bogataš, ne, ki se ni zmenil za Lazarja. Eleazar pomeni Bog se usmili, ne, ki izhaja iz tega, ne, ali pa Bog je usmiljen, Bog se skloni tudi kdaj, ne. Pomen, ki je osupljiv za Marijo in Jožefa, so bili tisti 3 dnevi iskanja pekov na zemlji. Še zlasti za Marijo, ki je vse to ohranila v svojem srcu, so bili, kot smo rekli, predokus dogodkov, ki naj bi se zgodili približno 2 desetletji kasneje, ko bo Kristus 3 dni ležal v grobu. Če smo se kdajkoli počutili daleč od nebes, naj nas tolaži spoznanje, da Marija in Jožef poznata našo bolečino, da nas nenehno in zaskrbljeno iščeta, kakor sta takrat po vsem Jeruzalemu obupano iskala svojega sina. To je zadnjikrat, da se Jožef pojavi v evangelijih, ampak tudi tolažilni opomnik. V Jezusovih letih rasti in oblikovanja je bil tukaj tudi sveti Jožef. Ne, tako da to ne vemo, kdaj je potem umrl točno, ker očitno ni toliko bilo pomembno za evangeliste, za našo vero, tako da tukaj ga še najdemo. Ta dogodek seveda presega Jožefovo očetovstvo, kaže na Božje očetovstvo, na samega Boga. Pravzaprav prve zapisane besede Boga človeka zvenijo kot skrivnostna izjava. Zakaj sta me iskala, ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Torej lahko molimo pri premišljevanju te 5. vesele skrivnosti, da bi nas Marija in Jožef vodila k svojemu sinu, ki prebiva v hiši svojega očeta, to je v katoliški cerkvi. Ne samo v nebesi, v katoliški cerkvi. Tudi ta stvarna navzočnost, ne, se pravi, beseda je meso postala, mora biti vidna, ne, tudi zadeva. V cerkvi, njenih zakramentih odkrijemo Jezusa, tistega, ki se z neskončno nežnostjo razodeva kot odgovor na ves naš strah, so našo bolečino, so našo zmedenost, so našo ranjenost, so našo sramoto. V očetovi hiši ga bomo našli, v tej hiši bomo tudi mi sami najdeni. Tam so bili zbrani v očetovi hiši.
prerokinja Ana ni šla iz templja, ni zapuščala templja, ni zapuščala svetišča, ni zapuščala očetove hiše, temveč je noč in dan preživela, kako? Ne čujem dobro. Ja, moderni bi rekli v molitvi, ne, brez posta. Ampak ne gre brez tega. Toda to, ne, tudi mi moramo vztrajati v očetovi hiši, kapeli, v cerkvi in tako, ne. In bomo tam tudi mi sami najdeni. Torej goreče molimo tudi za vse izgubljene duše, da bi spet našle pot v očetovo hišo, da ne poginejo od uboštva in lakote, kakor se moli z molitvijo papeža Pija XI, ko sebe in druge posvečamo Jezusovemu srcu.